Jože Nemec je bil rojen 22. februarja 1943 na Madžarskem. Otroška leta je preživel v Murski Soboti. Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpisal in zaključil študij na Višji tehniški šoli v Mariboru, oddelek za elektrotehniko smer šibki tok. Zatem se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, kjer je diplomiral na smeri tehniška matematika. Po končanem študiju se je leta 1971 zaposlil kot asistent na Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Istega leta se je vpisal na podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, smer organizacija podjetij. Doktoriral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Leta 1976 je postal vodja računalniškega centra Jeklotehne v Mariboru, leta 1983 pa je postal predavatelj na Višji agronomski šoli. Na tej ustanovi je predaval predmete matematika, statistika in računalništva. Od leta 2011 je v pokoju. Pomurski akademik dr. Jože Nemec je po izobrazbi matematik. In spomnimo se še konferenc Pomurske akademije par let nazaj, da nam je na zanimivi način predstavil matematične teme. Še toliko bolje, zato ker teh je ne bilo dosta predavanj z matematike. No, letos se je pa pohecal, kak je penzija fajn, kalejko dela tuje stvari, za kar je prili ne imel toliko časa in za voljo toga je letošnje predavanje posvetil znamkam. Na tom mestu povem, kaj je pomurski akademik dr. Jože Nemec eden najbolj zaslužnih, ko smo ob 100-letnici priključitve Prekmurja matični domovini dobili spomin tudi na znamke. No, letošnje predavanje pa je povezano z enimi drugimi znamkami, ker so pa tudi face-to-face povezane z Pomurjem in pa seveda tudi z našo zgodovino na tom področju. In zato vas vabim k zanimivo predavanje pomurskega akademika dr. Jožeta Nemca. Pogledamo. Leta 2017 je minilo 500 let od začetka protestantizma. To gibanje je dalo mnogim narodom prve tiskane knjige. Tudi Slovenci smo dobili s Trubarjem in njegovimi sodelavci številna, za slovenski jezik pomembna knjižna dela. S prevodom Nove zaveze iz grščine Štefana Kuzmiča pa smo dobili tudi prekmursko knjižno normo. Pomen tega gibanja se odraža tudi pri izdajanju znamk. V severnejših državah Evrope, kjer je protestantska cerkev še danes močno prisotna, je teh znamk več kot v državah Južne Evrope. Slovenski protestantizem je predstavljen predvsem v znamkami, ki so posvečene Primožu Trubarju, dela ostalih piscev pa so v veliki meri odrinjena. Slika Dalmatinove Biblije je bila izdana v počastitev leta Biblije in ne Jurija Dalmatina. Znamka posvečena Bohoriču pa je šele v letu 2020 zagledala luč sveta. Podobno je z denarjem. Primož Trubar je predstavljen na 2 kovancih in enem bankovcu, medtem ko bo kovanec posvečen Bohoriču izdan v letu 2020. Protestantsko gibanje v Prekmurju pa je vsaj, kar se tiče prikaza na znamkah in denarju, v celoti odrinjeno in spregledano, z izjemo ene osebne znamke. V prispevku so prikazane znamke in denar, ki jih lahko povežemo s slovenskim protestantizmom. Ob redkih znamkah so prikazane tudi osebne znamke, ki jih je pošta izdala v imenu posameznih oseb ali organizacij. Prva znamka v samostojni Sloveniji je prikazovala Plečnikov načrt parlamenta in je išla v nakladi 2 milijonov izvodov. Naklade današnjih znamk so okoli 50 tisoč primerkov. V času Marije Terezije so lahko potniki potovali s poštnimi vozovi, na katerih so imeli poštarji poštne rogove. Ker je bilo to potovanje zelo drago, so mnogi plemenitoši opremili svoje kočijaže s poštnimi rogovi. Tako so skušali prepričati mimoidoče, da potujejo s poštnim vozom. Pošte izdajajo redne in priložnostne znamke. Priložnostne znamke so praviloma krajši čas v prometu in imajo manjšo naklado ter obeležujejo pomembnejše dogodke in jubileje.
Redne znamke so namenjene vsakodnevni rabi, njihov tisk je preprostejši in se večkrat ponatisnejo. Zato prihaja pri teh znamkah do različnih nians barv, različnih zobčen in včasih tudi velikosti. Tretje življenjsko obdobje ima to prednost, da se človek lahko ukvarja z hobiji. No in zato je tudi tole predstavljanje. Znamke izdajajo vse države, s tem, kaj hočejo doseči, da se predstavijo, se pravi osebnosti, dogodke, stavbe in tako dalje. No in protestantizem je na znamkah zelo zastopan, zlasti v tistih državah, kjer je protestantizem močan. Tako boste najdli ogromno znamk nemških, skandinavskih, naših bolj manj. Pač pa je bilo v 500-letnici protestantizma zelo veliko znamk izdano v vseh državah, pač po eno znamko. Recimo celo tako katoliške države, kot so Poljska ali pa Vatikan, so izdale znamko 500-letnici protestantizma. No, to recimo je tole vatikanska znamka, ki je v tem priložnosti šla. No, če grem zdaj na slovenske znamke, prva znamka, ki bi naj predstavljala Trubarja, je bila planirana v Ljubljanski pokrajini, ampak prej je prišla osvoboditev, pa do te znamke ni prišlo, pač pa se najde kup raznih, recimo, barvnih tiskov, ker je bila v poskusnih tiskih in pa tudi že nekaj, bom rekel, takih perforiranih, danes jo dobite sicer na internetu, lahko kupite, cene niso nizke, vendar jih noben katalog ne omenja, ker pač nikoli niso išle. Uradna prva znamka je pa v Jugoslaviji bila izdana s Primožem Trubarjem, kjer so bili trije možakarji, se pravi Trumar, Marulić pa car Dušan, vsak na svoji znamki, in tole je torej prva znamka z Trubarjem in tudi kasneje bomo ugotovili, da je glavnem Trubar na znamki. Ista znamka je išla istega leta in za svobodno tržaško ozemlje, v drugi barvi je in pa seveda napisma od STTV-ja, se pravi Svobodni tržaški teritorij, vojna uprava Jugoslovanske armade. No, tu sta še ovitka prvega dne. Ovitek prvega dne je pač kuverta, kjer je običajno na desni strani znamka, na levi še kakšna slika in pa seveda žig je tudi tisti, ki je veljaven tistega dne. Naslednja znamka v Jugoslaviji je pa bila 200 let Nuka. In vsi katalogi omenjajo Trubarjev kip, ki je na vrhu stopnišča. Danes je ta kip žal v enem kotu, ni več tam na vrhu. Toliko, da če boste kdaj v Nuku, da to vidite. Naslednja znamka, ki jo lahko povežemo z slovenskim protestantizmom, je kupola tale v Sarajevu. To je bila znamka, ki je šla ob predolimpijskih igrah in so bili podobe Sarajeva. Tole je bila zgrajena med avstrijsko okupacijo in takrat so pravzaprav prihajali uradniki vse avstrijske države, veliko je bilo Slovencev, ker so pač bliže bili, kar se jezika tiče, in seveda tisti, ki so bili protestantske vere, so jo uporabljali. Danes je to preurejena, leta 1981 so jo prezidali v Akademijo likovnih umetnosti. No, zopet prijemo na Trubarja, naslednja znamka zopet predstavlja Trubarja, se pravi, bila je 400-letnica smrti in takrat je Jugoslavija tudi izdala, oziroma Jugomarka izdala še Maxikarto. Zopet, da povem, kaj je to Maxikarta. Maxikarta je razglednica, ki ima pač motiv sorodn ali pa enak, kot je na sami znamki, in znamka se nalepi na to stran za sliko in opremljen mora biti tudi žig in vse troje mora sovpadati, se pravi slika na razglednici, slika na znamki in pa žig morajo sovpadati. Tale žig
žal ima napako, vsaj z filatelističnega vidika, ker je Beograd. Trubar z Beogradom ni imel nobene veze. Ne? Potem, zdaj prejmo pa na Slovenijo. Prva slovenska znamka, ki je bila posvečena protestantizmu oziroma piscem, je bila 405 let desetletnica prve slovenske knjige. Tu moram povedati, da ta znamka ni bila planirana. Šele ko sem naredil velik halo, pa še prosil gospoda Ernišo, da intervenira, je se pošta odločila, da bo pa le izdala to znamko, ker sem rekel, da je prevelika sramota, če ob 450-letnici pošta ne izda te znamke, tako da je takrat prišla na videlo. Potem, ko je bil svetovni kongres biblicistov, je šel ta blok, se pravi Dalmatinova Biblija, kot naša prva Biblija. In znamka je zelo lepa, vsaj meni se zdi lepa, se pravi Biblija leži na tekstu uvoda in potem okrog tale je pa seveda naslovnica Biblije. Zdaj pa vsak bo rekel, ali je to res povezano s protestantizmom, adventni venček. Vsi ga nekako združujemo z katoliško cerkvijo. V resnici je prvi adventni venček leta 1836 izdal Vihrn, oziroma naredil Vihrn, kjer je naredil lesen krog z 4 belimi pa 20 rdečimi znamkami. Namreč on je ustanovil hišo Raus Haus, se pravi šolo za revne otroke, in da je tem pričaral tole predbožično vzdušje, je pa vsak dan prižgal eno svečo. Potem se je tole množica sveč skrčila na 4 sveče in nekje leta 1920 je ta običaj prevzela katoliška cerkev. Tako da, bom rekel, katoliški adventni venček je star nekje 100 let. Tu je še tudi nemška znamka z Vihrnom, ki je pač prvi naredil adventni venček. Slovenija je izdala dve znamki. Ena je bila tista, ki je bila na prejšnji skici, ta je bila z gumiranim lepilom, in druga znamka, ki je bila v zveščku, ker vsako leto izidejo tu znamke v zveščku, to so pa samo lepilne znamke, tako da zato je tukaj še ta slajd z samo lepilnimi znamkami. Potem, če grem dalje, zopet 500-letnica rojstva Primoža Trubarja, pa po Trubarju še pač naslovnica katekizma, zopet zadnja, to je zadnja, še ni zadnja slovenska znamka povezana s protestantizmom. In ko je bila 500 obletnica, bom rekel, reformacije, je Slovenija izdala tale blok. Tam je blok, tule je ovitek prvega dne. Dal sem ga zato gor, ker je ta izjemoma sta bila 2 žiga prvega dne. En velike Lašče, drugi pa z Maribora, ker smo pač v Mariboru organizirali predstavitev te znamke. Potem zopet, če lahko rečemo, katere znamke lahko povežemo s protestantizmom, to so znamke slike krajev, kjer je recimo deloval Primož Trubar. Od, bom rekel, Turjaškega gradu, kjer so bili njegovi meceni, pa do Salzburga, Dunaja, Reke, Trsta, Ljubljane in pa seveda Laškega, kjer je služboval, in pa v Nemčiji Rotenburg pa Nürnberga. Tu moram takoj povedati, da seveda vseh kraji, kjer je kdo deloval, niso na znamkah. Tu pač tiste kraji, ki so, jih lahko pokažemo, tisti kraji, ki jih pa niso, pa ne gre. No, če grem zopet dalje, zdaj zopet bodo astronomi navdušeni. Tu je Kepler. Bo vsak rekel, kaj je zdaj s Keplerjem pa protestantizmom.
Pomemben je zlasti za Prekmurje, zakaj? Ker je kot izgnanec Kepler bil nekaj mesecev v Petajncih. Kepler je pravzaprav naslikan na mnogih znamkah, čez 50 znamk je po svetu že šlo za sliko Keplerja, tako da tu sem pač dve izbral, lahko bi jih pa več, ne, ampak ni to namen tega predavanja. In bil je pa potem celo zopet poklican nazaj na dvor, pa ne samo, da je bil poklican nazaj na dvor, baje je smel dalje prakticirati vero, ker je bil pač za kralja tako, oziroma cesarja tako pomemben. No in še dve avstrijski znamki lahko povežemo s slovenskim protestantizmom. Tole je tale znamka, kjer prikazuje Jožefa II. In je bila izdana ob obletnici tolerančnega patenta, kjer so dobile druge vere pravico prakticirati vero, seveda z omejitvijo, da cerkve niso smele biti vidne kot cerkve. Recimo, če boste šli na Dunaj pa si pogledali protestantsko cerkev, je znotraj enega hišnega kompleksa, pa to, da če ste zunaj, sploh ne veste, da je to protestantska cerkev, ampak mislite, da je slovanska zgradba. In šele z drugo odločbo, se pravi, tukaj piše Protestantgesetz, se pravi z protestantskim zakonom, so dobili protestantje možnost, da so, bom rekel, javno pač zidali molilnice, tako dalje. In takrat je pravzaprav bilo tudi konec tistega obdobja, ko so prakticirali protestantje vero izven, recimo prekmurski protestantje v glavnem hodili na Madžarsko, ne pa v Prekmurju. No, zdaj prejmo pa na osebne znamke. To so znamke, kjer je predpisan tale okvir, bodisi bel, siv ali pa kakšenkoli že drug, in jih kreira nek neznan naročnik, kdor pač hoče. Se pravi, ne da bi jih pošta izdajala, ampak si nekdo spomni, jaz bi imel pa svojo znamko, pošta mu predpiše okvir, on naredi vsebino in seveda te znamke niso v prodaji, ker jih pač vzame tisti, ki jih je naročil. Naklade so zelo omejene, od 20 navzgor, pač kakšna je njegova kupna moč, pa koliko jih želi, s tem, če recimo kdo da svojega otroka, jih je malo, če jih kaj več je več. No in cene so višje od običajnih znamk. Če zdaj grem tule prvo takole znamko predstaviti, to je vrtnica Primož Trubar, selekcionar je dr. Matjaž Kmetzel, vsi ga poznamo, včasih je bil član predsedstva, in tu sta pač je ta znamka predstavljena. Potem znamka z abecedarjem pa katekizmom, to sem si slučajno dobil, potem sem ugotovil, da je to pravzaprav izdala cerkvena občina Puconci. Potem Žigo, se pravi, en kolega mi jih je dal. No in tukaj še je bila recimo znamka, ko je 50 let Trubarjevega antikvariata v Ljubljani in pa 500 let protestantizma na Primorskem z Vergerjem, enim izmed Trubarjevih spodbujevalcev, da je začel pisati. No zdaj, pa še tu so recimo nekaj znamk, oziroma žigov, pa tudi žigov z razstav, tam z Maribora, Škofje Loke. Zdaj pridem in še zadnja, recimo, tudi cerkvena občina Puconci, 230 let te cerkvene občine, pa 150 let evangeličanske cerkve v Mariboru, to je Filatelično društvo Maribor izdalo. In tu so žigi, en žig je malo večji od ostalih, če boste ga pogledali, vam bo tako jasno, zakaj. Zato, ker je iz Murske Sobote, vsi ostali so od drugod. No in zdaj prejmo pa še na denar, vsi se spomnimo $10, kjer je bila, zelo hitro bo konec, Trubarjev lik, ali pa, če grem na kovance, €1 in pa 2 evrski kovanec, če ga kdo ni še videl, jaz imam ta 2 evrski kovanec seboj. Pa zdaj malo še v kristalno kroglo, pa bomo končali. Drugo leto izide znamka
31. januarja posvečena Bohoriču in tudi kovanec dvoevrski bo drugo leto posvečen Bohoriču in še zadnji slajd. Tule je še ena znamka iz Pucancev, Novi testament Kuzmiča. Jaz sem dal predlog, da bi izdalo drugo leto tudi Pošta znamko. Moram se pazijo zahvaliti, ker je to pobudo podprl, pa še drugi so podprli. Žal sem skoraj prepričan, da tega ne bo. Vsaj kolikor sem jaz govoril s pošto, je zelo tak, niso mi hoteli povedati, potem sklepam, da ni v planu, ampak ni taka nesreča, ker bomo pač naredili halo, pa čez 2 leti je, oziroma 23. leta je 300-letnica Kuzmičevega rojstva, pa bomo poskušali takrat, da izide znamka. Da je z analizo prevoda Nove zaveze Štefana Kuzmiča Jernej Kopitar kot prvi ugotovil, da so Prekmurci del slovenskega naroda. To je bil tudi prvi prevod z grškega originala v slovenščino, saj je Jurij Dalmatin prevedel Biblijo iz nemškega jezika. Da je najdražja znamka na svetu znamka za 1 cent, črni tisk na magnetni podlagi iz britanske Gvajane iz leta 1856. Obstaja le en primerek, ki je bil na dražbi v New Yorku dne 17.6.2014 prodan za $9 480 000.